Vse več dobre prakse, a tudi nemalo ovir. To je naslov osrednje teme aprilske številke revije ESG. Kaj se namreč dogaja za industrijsko simbiozo v Sloveniji? Ali si podjetja med seboj izmenjujejo odpadke, stranske produkte, odpadno vodo, energijo, ali iščejo skupne poti za ponovno uporabo? Koliko se sploh v poslovanju razmišlja o zapiranju osnovnih tokov in o ponovni uporabi? Zdaj, ko ni podjetja, ki ga ne bi zaposlovala skrb za vire, materiale in surovine, pa ne gre le za energente. In koliko zakonodaja sledi ciljem industrijske simbioze? Naša anketa pravi, da premalo, je ovira. Dva dobra primera prakse pa moramo omeniti. Regionalna razvojna agencija Podravske regije razvija pilotni projekt za področje biokrožnega gospodarstva. Štajerska gospodarska zbornica pa je v začetku leta objavila vabilo podjetjem, naj se pridružijo platformi za razvoj vrednostnih verig. In še en dober primer. V podjetju Saubermacher Slovenija so razvili lastno raziskovalno skupino, saj so prepričani, da mora gospodarjenje z odpadki postati dobavitelj surovin in polizdelkov podjetjem. Industrijska simbioza je strateški poslovni izziv. Krožno gospodarstvo je torej zelena nit aprilske številke revije ESG. Z zelo konkretnimi primeri, ne s praznimi frazami, kaj naj bi se spremenilo v poslovni praksi. Fraz o zelenem razvoju Slovenije je zelo preveč. Kakor veste, je vlada nedavno sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine za usmerjanje projekta razogljičenja preko prehoda v krožno gospodarstvo. Bo zdaj več koordiniranega angažmaja na več ravneh? Uvodni intervju k drugemu delu mnenj o zelenem prehodu Slovenije predstavlja dr. Petra Vosnerja. Pravi, da Slovenija potrebuje strateške premike na makro in mikro ravni. Morda mu bodo v vladnih pisarnah prisluhnili, predvsem pa na direktoratih posameznih ministrstev. Ali niso prav direktorati tisti, ki ne bi smeli več ostati anonimni, ko gre za presojo, zakaj nekaterih ciljev pri NPN, industrijski simbiozi, ekološkem odtisu ne dosegamo? Vlada se mora pogledati v ogledalo in pokazati, kje je Slovenija pri zelenem prehodu zdaj in kje želi ali mora pristati leta 2030. Menedžerji pa zagotovo ne bodo spregledali okrogle mize s finančniki o tem, za katere naložbe bodo glede na taksonomijo podjetjem še pripravljena odobravati denar za naložbe. Aprilska revija ESG torej vabi k branju.